Pozdravljeni, moje ime je Tadeja in nahajamo se v Solni pravljici. Tole je naša pravljica. Z današnjim dnem smo otvorili solno sobo na Janečah 1, to je v Dobi vasi na Ravnah in sicer nad pizzerijo Cosa Nostra. Solna terapija je način izboljšanja zdravja, dihalnih in kožnih bolezni z pomočjo vdihavanja in izpostavljanja telesa suhemu aerosolu naravne kamene soli v solnih sobah. To imenujemo haloterapija. Z pomočjo halogeneratorja, to je medicinska naprava, ki v prostor solne sobe vpihava suh aerosol kamene soli, v prostoru ustvarimo atmosfero, ki je po vsebnosti soli v zraku močnejša od atmosfere v naravnih solnih jamah, rudnikih in ob morju. Suh aerosol soli ima odličen vpliv na sluznico dihalnih poti. Sluznica se okrepi in zaščiti telo pred virusi, bakterijami in drugimi dejavniki iz okolja, ki bremenijo naš imunski sistem. Zdrava sluznica je prvi korak do zdravih dihalnih poti. Ker ima sol dobro prodornost skozi kožo telesa, posledično zdravi poškodbe njenih površin. Z rednimi terapijami se zdravstveno stanje precej izboljša, saj se ji povrne njena elastičnost in zdravje. Solne terapije še posebej ugodno vplivajo pri težavah, kot so astma, dolgotrajno vnetje gornjih dihal, kronične bolezni dihal, kronična vnetja grla, kronični sinusitis, bronhitis, pljučnica, kronična ali stalna vnetja ušes, pogoste viroze in virozne infekcije, potem alergije, vnetja kože, luskavica, artritis, kronična utrujenost oziroma slaba imunska odpornost. Priporočajo se tudi za sproščanje, za pomlajevanje, za odpravo celulita, rekreativnim in vrhunskim športnikom, pevcem pred in po nastopi, kadilcem za lažje premagovanje kašlja. Ločimo dve vrsti solnih terapij. Solna terapija za otroke od 1 leta pa tja do 12. leta starosti. Ta se izvaja v spremstvu staršev. Starši imajo tudi brezplačen vstop v solno sobo. Pri nas traja 30 minut. Število in frekventnost terapij pa je odvisna od tega, ali gre za dosego zdravilnega učinka ali zgolj za dvigovanje otrokovega imunskega sistema. Solna haloterapija za odrasle pa traja 40 minut, prav tako za otroke od 12. leta naprej. Zdaj priporočljivo število solnih terapij je za ljudi z prehladi, vnetjem ušes in drugimi občasnimi infekcijami približno 10 do 15 terapij. Pri kroničnih boleznih pa naj bi se opravilo od 15 do 20 terapij. Pri težavah z kožo je potrebno izvesti med 20 in 30 terapij, odvisno od stopnje obolelosti. Priporočljivo je, da se solna terapija opravlja na 2 do 3 dni. Po opravljenih solnih terapijah je priporočljivo še nekaj časa obiskovati solne sobe in sicer enkrat tedensko oziroma na 14 dni. Solne terapije je priporočljivo ponoviti spomladi in jeseni. Na solno terapijo pridite v čistih oblekah, oprhan in čistih rok. Za otroke prinesite s seboj čiste copatke oziroma nogavičke, s katerimi bodo lahko hodili po večjih delcih kamene soli. Pri rednih solnih terapijah se lahko zdravstveno stanje izboljša tudi do 90%. Ne pozabite, ena solna terapija, ki pri odraslem traja 40 minut, naj bi pomenila enako kot 3 dnevi preživeti ob morju na morski klimi. Vsi ste vljudno vabljeni. Solne terapije bomo izvajali po naročilu. Več informacij o nas lahko najdete na naši spletni strani www.solnapravljica.com. Lahko pa mi tudi pišete na mail tadeja@solnapravljica.com.